po prespani noči, komentar. Ja, tako, zdaj, v bistvu prvo je, da sem vesel, da je to uspelo, ne. Kot drugo sem malo analiziral, v bistvu nisem čisto zadovoljen, ker na nekaj treningih sem šel že bistveno hitreje. Včeraj sem mislil, da bom to, kar sem že na treningih naredil, še malo izboljšal, ampak v bistvu sem šel pa malo slabše, ne. Na koncu sem pa nekako razlog za to poiskal in mislim, da sem vse prav naredil, razen ene malenkosti, da sem glede na pogoje in vse treniral večina v mrazu. Na tem dogodku je bila sicer optimalna temperatura, to je nekaj čez 20 stopinj, ampak nisem bil prilagojen na to in v bistvu je bilo pol zelo težko, sploh zadnjo polovico bi rekel, oziroma tretjino, ki je bilo res, res težka. Spomnimo, konec januarja lansko leto je v Varšavi na Poljskem v kategoriji 60+ prvič postavil svetovni rekord na velodromu v vožnji na 1 uro. V 1 uri je prevozil 45.732 metrov in že napovedal, da ima še nekaj rezerve. Letos je na velodromu v Novem mestu v 1 uri prevozil 523 metrov več in podrl svoj lastni rekord. In naprej slišano bi bil lahko rezultat še boljši kot 46.255 metrov. Sem prepričan, da ja. Sicer nekatere rezerve so take, da so specifično za to disciplino in so zelo povezani s financami, ker najem velodroma je zelo drag in sem si ga privoščil pač v taki meri, kakor sem si ga maksimalno lahko, ampak če bi lahko več testiral tam, več treniral, sigurno bi bila to ena rezerva. Poleg tega imam opremo odlično, vendar obstajajo še bistveno boljše, ampak to je spet povezano s financom, kjer se cena povzpenja v nebo, bi rekel, no. Oprema torej lanskoletna, potem pa še treningi na velodromu. Ura najema stane okrog 100 evrov, najem komisarja Profesionalne kolesarske zveze in časomerilcev, kar pomeni še nadaljnjih par stotakov in še organizacija doping kontrole, kar se šteje že v tisočakih. Lansko leto ste rekli, imamo še rezerve, bomo sedaj premagali naslednje leto samega sebe. Kaj obetate za prihodnost s tem rekordom? Če ne bo nihče drug, boste? Ne vem, zaenkrat, vsaj včeraj, no, sem bil odločen, da to pa se ne bom več šel, ker je res težka zadeva, ogromno priprav, na koncu vse odvisno od trenutka, od dneva, od ure, malenkosti, ki so se lahko obrnejo proti tebi in v bistvu ves trud, meseci, ogromno denarja lahko gre v nič. Tako da zaenkrat ne razmišljam, da bi ponovil to. Pa vendarle? Mogoče pa, ne vem pa. Kakšni novi starostni kategoriji recimo? Mogoče, to bo pa čez 3 leta. Pustimo času čas. V dobrem tednu dni je torej Žavbi dosegel svetovni rekord in predtem še zmagal v italijanskem Premaggioriju na krožni dirki, dolgi skupaj 84 kilometrov in to res v močni mednarodni konkurenci, kar dokazuje tudi povprečna hitrost, dobrih 40 kilometrov na uro. Italijanske dirke so itak ene najmočnejših, sploh v teh mojih kategorijah. Na koncu, v bistvu na polovici dirke nam je uspelo šesterici pobegniti. V šprintu sem bil najmočnejši, tako da sem zelo vesel te zmage in mi je tudi pokazala, da sem v dobri formi tudi za ta rekord. Prvi sledeči cilj je seveda ponovno čim boljši rezultat na maratonu v Franji, torej ponovno zmaga. Potem pa upa na čim boljše epidemiološko stanje in dobre rezultate na svetovnih prvenstvih in grand fondih. Ja, letos se bom verjetno kar zelo osredotočil na svetovno prvenstvo masterjev v St. Johanu, kjer je dirka kronometer, cestna dirka in še par teh krajših dirk in to mi bo kar eden glavnih ciljev. Poleg tega pa bom videl še oktobra velodrom Los Angeles, bom videl, kako bo s temi potmi, kakšni bodo stroški in če se bo šlo, bom tudi tja šel.
Trikratnemu nosilcu naziva slovenskega amaterskega kolesarja leta se posebej bleščijo še 3 medalje svetovnih prvenstev, 2 bronasti medalji na cestnih dirkah in srebrna na velodromu. Če niste pač na velodromu, kakšna proga vam ustreza? Ja, najbolj mi je ustrezala v času res pravega tekmovanja pred 30 leti ravnina in šprinti. Sem bil res v šprintih zelo dober, ostalo niti ne. Ko sem pa začel to na novo pred 6 leti, sem se pa bolj osredotočil na kronometre, klance, kjer sem res veliko napredoval in kjer sem že tudi blizu ali pa tudi s temi najboljšimi na svetu. Tako da to je zdaj, ni mi v največje veselje, ampak mi tudi kar dobro gre. Zato bo zanj svojevrsten preskus tudi svetovno prvenstvo, ki so ga iz Banja Luke preselili v Sarajevo s ciljem na Jahorini. Ne vem, poskušal bom, ampak težko, da bi bil ravno čist na vrhu, ker tam so pa res taki specialisti, ki imajo tudi samo po 50 kg in z njimi je težko v te klance. V svoji kategoriji mu je lansko leto, ki je bilo povsem zaznamovano s korono, uspelo zmagati 11 tekem za slovenski pokal in 3 ostale tekme ter postati 2-kratni državni prvak. V celotni sezoni je zabeležil le 1 drugo mesto. Uspešno je virtualno opravil tudi z Everestingom, za dušo pa prevozil Slovenijo po diagonali. Kakšni so načrti recimo za naslednji teden, sedaj odmor ali kaj? Ja, zdaj je bilo predvsem posvečeno velodromu in sem kar malo pogrešal ceste, tako da zdaj bom pa res malo šel na cesto, malo se sprostil, malo tudi kakšen dober trening naredil. Maraton Franja bo že čez dober mesec, tako da se je treba kar na cesti bistveno največ pripravljati. In kakšen je njegov odgovor na vprašanje, kako prijazne so naše ceste do kolesarjev? Ja, so nekje, bi rekel, niso najslabše, niso pa najboljše. In nasvet po trku z avtomobilom, ki ga je imel po končani lanskoletni sezoni? Treba je biti strpen, jaz mislim, in kolesarji in avtomobilisti, mislim, da morajo kar eni na druge malo gledati in biti strpen, to je bistvo vsega.